Prvo navodilo, dobro res spoznaj sebe in bodi pošten do tega, kdo si in kaj si želiš. V tem smislu, da velikokrat mladi nekako, ker si želijo službo, želijo biti vse. In so pravijo, želim dinamično, želim to, a v resnici vsi delodajalci z pravimi vprašanji vsem potem ugotovijo, kaj ti želiš, oziroma niti si ne vzamejo tega časa, da bi raziskali. In potem padejo ven bolj tisti mladi, ki zelo jasno vejo, kaj želijo in v tem smislu so dober fit. Druga zadeva, ki jo morajo mladi vedeti, je, da različna podjetja so različna okolja. In vidim, da ne vejo, da so razlike, kam greš. Če greš ti v startup podjetje, to je zelo dinamično okolje. Tukaj nikakor ne pričakovati, da boš delal od 8 do 4. Če greš v srednje veliko podjetje, ki je rastoče podjetje, enako je dinamično podjetje, veliko se spreminja, je potrebno veliko fleksibilnosti, prinaša zelo veliko pozitivnih stvari, kar pomeni, da veliko svobodo, veliko v bistvu tvoje kreativnosti, inovativnosti, si lahko celo, ko raste podjetje, skoraj sam ustvarjaš svoje delovno mesto, a po drugi strani spet ni struktur, ne moreš pričakovati od do, je velika hitrost, velika dinamičnost. Ko greš v večje podjetje, je večja struktura, pa hkrati manjša svoboda. Čeprav se spodbuja svoboda, se spodbuja inovativnost, kreativnost, a si vsem del sistema. Tretje navodilo, glede na to, kdo si, kaj želiš, izpostavi se. Mladi se veliko premalo izpostavljajo. V smislu, da pač včasih je res bil način za pridobivanje zaposlitve, da si se prijavljal, da si pisal, da si v bistvu se prijavljal na prosta delovna mesta. Seveda je to še vedno način, kako ne, da zdaj tega ne upoštevaš, ampak je res to, da danes se moraš izpostavljati tudi drugače. In tudi okolje ponuja ogromno priložnosti, da se izpostavljaš na drugačen način. Obstajajo hekatoni. Podjetja hodijo tja, gledajo, kdo so zanimivi, dinamični ljudje, mladi in poskušajo priti. Obstajajo organizacije, Zavod Y, SID in tako naprej. Probi potrkati na tista vrata, kjer se podjetja zbirajo, kjer se mladi zbirajo, kjer se v bistvu aktivnosti odvijajo. Priključuj se programom. Zakaj? To ti bo pomagalo, da boš bolj odkril, kaj si pa, kaj nisi pa, kaj si želiš. 2, tam vedno so okrog tudi podjetniki, podjetja, ki v resnici iščejo, gledajo in tam se v bistvu tudi zgodijo te povezave. Naslednji nasvet, ki je pa, da se pa odpri. Odpri se v tem smislu kot mladi, ker jaz vidim, da velikrat vseeno pol, ne jaz to iščem, ampak da se odpreš različnim možnostim in priložnostim. Kar pomeni, da vseeno poskusi in ne jemati kot neuspeh, če ugotoviš, da v tem podjetju se pa ne počutiš dobro, ampak rečeš, super, nekaj sem se naučil, ugotovil sem, kaj mi paše, kaj mi ne paše in gremo naprej, ker bolj vem v resnici, kam grem. Odpri se tudi priložnostim, o katerih nisi razmišljal. To se mi zdi, da je v bistvu pač naš izobraževalni sistem je danes to naredil, da veliko mladih šele, pri 20 oziroma 20 plus šele prvič išče zaposlitev. S tem bolj, ko so kvalificirano, bolj iščejo neke kvalificirane delovne mesta. In potem jih nekatera delovna mesta sploh ne zanimajo, ker so nekvalificirana. Zavedite se, da en velik del learninga, se pravi učenja, so izkušnje. In zato sploh nekateri sistemi, kot so japonski in tako naprej, grejo štartaš na dnu in potem se gradiš gor in rasteš v karieri. Zato ne se bati iti na delovna mesta, ki so
recimo mogoče trenutno jih ocenjujete kot pod tvojo kvalifikacijo, ker v bistvu preko tega lahko zrasteš naprej. Danes v resnici veliko lažje prideš do projektov kot do služb. In zato je priporočilo, da v resnici, iščeš seveda zaposlitev, ampak iščeš projekte. In preko projektov boš potem prišel do v resnici tudi službe.